Interpelacija proti vam ni bila uspešna. Prvi komentar. Ne povem. To ste verjetno pričakovali, ne? No, gledajte, interpelacija je vedno interpelacija in vedno je treba počakati do konca, do glasovanja. Jaz sem to počakal in jaz mislim, da je koalicija dost dobro, bom rekel, nastopila, ohranila, bom rekel, svoje vrste in to je dobro za Slovenijo. Ne gre za mene, gre za vprašanje vlade in Slovenije. Pozitivni Sloveniji so napovedali, da bodo še kar ustrajali oziroma čakali do konca vašega rednega dela. No, gledajte, jaz sem že ob zaslišanju v hearingu v Državnem zboru rekel, da pričakujem interpelacijo, ne? Ker je na zadnje večina notranjih ministrov je doživela, redki so tisti, ki jo niso. Če pa takole ocenim dogajanje malo naprej, bi pa rekel, da seveda bodo še poskusi interpelacije in jaz ne izključujem, da bo kakor doletela še mene. Ampak je pa opozicija napovedala, da bo iskala krivca še naprej, ne? No, to je tudi prav. To nisem naloga opozicije, to je naloga zelo v prvi vrsti kriminalistov, da se te zadeve iščejo naprej. Kako trdno po današnjem stresnem in dolgem dnevu ocenjujete, da ostajate na mestu ministra za notranje zadeve? Gledajte, minister je vendarle oseba, zlasti pa notranji, bom rekel, ki vedno je z eno nogo, bom rekel, ali pa ki je vedno na nek način na prepihu in to se mi zdi posebno normalno. Hvala.